En lep dober večer vam želim. Dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Lili Sorum, torej moja malenkost, pa je v tem trenutku v Južni Ameriki, v eni taki majhni državci, ki se reče Ekvador in se nahaja tukaj na zemljevidu, da se morda lažje predstavljate, nad Perujem, pod Kolumbijo, sem na varnem, nič se bat. Torej, zakaj? Od majhnega, odkar vem zase, si želim iti v Ekvador, želim si doživeti njihovo glasbo, njihovo tradicijo, njihovo kulturo. Poznam veliko ljudi zdolj, nikoli še nisem šla, torej sem zelo vesela, da točno letos, končno za svoj 44. rojstni dan mi je to uspelo. Bom pa pod enim takim mogočnim vulkanom, ki se mu reče Imbabura, je neaktiven vulkan. Tole spodaj, kot vidite, so vasice. Tajta Imbabura se imenuje, kar pomeni oče Imbabura. Na drugi strani je še en vulkan, ki se mu reče Cotacachi. Jaz bom primarno v eni taki majhni vasici, čudoviti vasici, ki se reče Otavalo, kjer prodajajo take noše, kjer prodajajo take čudovite vezenine, indijanske stvari, tradicionalne zadeve. Torej, ko bom prišla nazaj, verjemite, da bom tudi tako oblečena. Vmes pa bom dol posnela tudi kar nekaj posnetkov za vas, da boste malo videli, kje pravzaprav se potikam. Prvega boste videli že danes. Poleg Imbabure, poleg vulkanov so tam tudi prečudovita jezera, kot tudi Kojkoča. Kojkoča pomeni jezero morskih prašičkov. Morda vam to ne bo všeč slišati, ampak morski prašiček je pravzaprav dol kulinarični posladek. Sicer pravijo, da njegovo meso je zelo težko in težko prebavljivo, jaz ga ne bom poskusila, torej vam ne bom mogla povedati, ali je res ali ne. Je pa Ekvador čudovita deželica, prečudovite narave, tudi prečudovitih toplih ljudi. Torej, z vami bi si želela deliti nekaj malih utrinkov. Proti koncu daje pa bomo pogledali seveda tudi, kaj nam tale teden prinaša. Torej, jaz predlagam, da že kar hopnimo malo na drugo stran sveta. Pa smo končno v Ekvadorju. Za menoj pa so severnoameriške stvari, ste opazili? Vsi smo povezani, vsi smo bratje, vsi smo eno, tako to tudi oni doživljajo tukaj. Najprej bi začela z nekaj besedami, kako pravzaprav se je Ekvador rodil nekako v mojem srčku, zakaj me tako zelo vleče tja. Potem pa bomo pogledali nekaj krajših videov, ki jih smo jaz naredila tule. Nažalost niso tako zelo kvalitetni, kot sem mislila, da bodo, ampak verjamem, da vseeno boste dobili neko idejo o tem, kje sem, kaj počnem in tako naprej. Malo sem zadihana. Smo na 2300 metrov nadmorske višine, včeraj sem bila na 4200 metrov nadmorske višine. Nič mi ni bilo slabo, nič se mi ni vrtelo, ampak vseeno se pa opazi, kako hitreje srce bije, da si malo bolj zadihan. Torej, Ekvador. Od majhnih nog, čisto majhna sem bila, so me že vlekli Indijanci, sem se čutila povezano. Sem čutila ne bom rekla klic, ker ni bil klic, ker sem imela občutek, da bi se mogla roditi tam. In kar nekaj časa sem imela slab občutek, zakaj sem tu, na beli strani sveta. Pa sem potem tekom življenja ugotovila, da vedno za vsak zakaj je tudi zato, ampak to je druga tema. Torej, pričelo se je vsekakor s Severno Ameriko. Potem pa sem na ulici, tisti, ki ste iz Ljubljane, verjamem, da tudi drugje, se spomnite tistih skupin, na frulice so igrali, v pončotih so bili, in ko sem prvič slišala en tak prav poseben ritem, ki se mu reče San Juanito, ki izvira prav iz Ekvadorja, se je zgodilo, kot da bi se vsul plaz neke energije, ki jo že poznam. In spomnim se trenutka v mojem srčku, ki je rekel, jaz bom šla tja nazaj. In danes, ko sem tu, se opravičujem, če bom solzna, se resnično počutim doma. Tako mirna, kot sem tukaj, vam prisežem, ne vem, kdaj sem bila, če sem sploh kdaj bila. Občutek je, kot da sedim na sedežni v dnevni sobi in sem preprosto doma. Energije tu so popolnoma drugačne, ljudje tu so popolnoma drugačni, življenje tu je popolnoma drugačno. Ne mi zamerite, ampak veste, mi ne vemo, kaj je revščina. Mi res ne vemo, kaj je revščina. Tu včasih po cel teden dni ne morejo nahraniti otrok. Zaničevani so, pljuvajo po njih, brcajo jih. Rasizem je še kako zelo prisoten. In ko prideš sem, pa verjetno tudi marsikatero drugo državo, kjer je revščina resnično zelo prisotna, vidiš, kako zelo dragocen je nasmeh. Kako zelo dragocen je občutek sočutja. Občutek povezanosti. Ljudje tu so genialni.
Lejte, na meni se evidentno vidi, da nisem ena izmed njih. Čeprav vam bom pokazala sliko. Prvi vikend, ko sem prišla, sem bila v njihovi noši, celotni noši. V uvodu ste me videli samo v bluzici. Pomagajo na vsakem koraku. Ko sem šla na avtobus, denimo, avtobus spelje in potem samo zavija na cesto in se znova ustavi. Ampak če ti tega ne veš, ko pritečeš na postajo, s tem, da avtobus vozi vsake 2 do 3 minute, ni ravno nek konec sveta, če ga zamudiš. So mi tukaj na postaji upili, naj grem tja in tam, ker so stali ljudje čez cesto, upili avtobusa, naj me počaka. Ljudje so tu resnično srčni, resnično topli. Vstavijo se z vsakim posebej, poklepetajo z vsakim posebej. Se objamejo, se nasmejajo, si povejo in si želijo dobro. Predvsem si želijo dobro. In drugemu pomagajo resnično na vsakem koraku. Ni važno, a gre za nekaj, kar ne veš, kaj je v trgovini. Resnično ni pomembno. Resnično govorimo o skupnosti, ki smo jo mi v modernem svetu izgubili. Seveda ima tudi slabše plati, tako kot vsaka druga država, tako kot vsaka druga mentaliteta. Ampak vam povem, tu imaš občutek pripadnosti, tu imaš občutek, da bo še vse v redu. In po eni strani se lahko ful meniš, naš, bom rekla, malo bolj evropski sistem razmišljanja je urnik, 8 zjutraj zajtrk, pa potem to, pa potem to, pa potem to. Pa vam povem, da z Južnoameričani to ne deluje. Bolj kot se meniš, manj se zmeniš. Potem se stvari samo zložijo. To so energije resnično usklajene, resnično so sinhrone, se samo zgodi. Prideš domov in se pripelje oseba mimo. Resnično je neverjetno. Zato tudi je tole zdaj posneto z mobitelom, ker domenjeno je bilo, da bo snemano v studiu in tako, kot sem prej rekla, več, ko se meniš, včasih manj se zmeniš. Ampak tudi tole lahko vidite. Torej, kje pa sem? Ko sem bila majhna, ko sem prvič slišala to glasbo, sem slišala eno skupino, ki se reče Cherry Hive. To se prevede v imeti plemenit karakter, biti plemenit človek. Biti kar najboljši, kar lahko si. In njihova glasba se mi resnično dotaknila do dna srca. Čeprav takrat še nisem znala špansko, sem iz glasbe, iz tona glasu nekako razbrala, o čemu se gre. In čisto prva pesem govori o čisti vodi, ki vedno znova teče mimo nas, ki vedno znova lahko prinese nov pričetek, novo energijo, nov zagon. In kako pomembno je stopiti ven iz okov, ki so jim bili nadeti. In beseda okovi so grižos. In v tisti pesmi je bila ta beseda izražena tako močno, s toliko bolečine, da tudi če ne razumeš špansko, približno razumeš, zakaj se gre. No, nekaj let kasneje, ko sem spoznala vse te skupine, ko je bila srednja šola, najstniška leta, se veste, kako to je, sem preposlušala ogromno glasbe, preposlušala ogromno njihovih koncertov, nastopov, od vseh drugih skupin, tudi iz Peruja, tudi iz Bolivije, tudi iz Kolumbije. Nihče se mi ni točno na tak način dotaknil kot oni. In poslušala sem, kako zelo pomagajo drugim. Oni so bili popolnoma prvi, ki so šli ven iz te vasice, ki se reče Otavalo. Še vedeli niso, da potrebujejo pasuš in so imeli probleme na meji. Ampak so vseeno prišli do Španije, kjer so igrali na ulicah, kjer so potem odprli svojo prvo trgovino, še eno trgovino, začeli organizirati sejme, odprli svoj bar, imeli svoj lasten studio v Barceloni. Jaz sem vsemu temu, to se veste, to je bila kamena doba, ni bilo interneta, ni bilo YouTubea. Jaz sem to vse poslušala in slišala od ljudi, s katerimi sem jaz govorila, s katerimi sem se srečevala. Slišala sem, kako so dobri do svojih, kako veliko sprememb so povzročili tudi doma. Koliko političnih sprememb v dobro indijanskega ljudstva so dosegli doma. Ena izmed takih meni osebno najbolj pomembnih sprememb je to, da so začeli otrokom znova dajati imena v indijanskem jeziku, kajti to je bilo seveda prepovedano. In oni, ker so bili v Evropi, so si dali imena lahko spremeniti. In so bili dejansko prvi, ki so sicer vsak za sebe v odrasli dobi izbrali ime, ampak so si postavili ime v kičvi. Danes to več ni tako zelo nenavadno, danes vse več ljudi daje imena v kičvi ali vsaj eno iz imen, kajti oni imajo 2 imena in 2 priimka. Takrat pa je bila to cela revolucija, takrat pa je bilo to wow. Druga stvar, na katero sem jaz osebno, ne bom rekla ponosna, ampak mi veliko pomeni, je dejstvo, da se združujejo med seboj in kupujejo dele zemlje ob tistih jezerih, ki so še nedotaknjeni, zato da se tam ne bi razvijal turizem, ampak da bi se narava ohranila taka, kot je.
Če nam je to všeč priznati ali ne, kamorkoli stopi človeška noga, običajno naravo uniči. Torej, to sta dve taki stvari, na kateri sem jaz zelo, kot njihova prijateljica, kot njihova sestra, ponosna. Če vam samo povem, da so oni že leta 1980 peli o klimatskih spremembah, kaj nas vse čaka, kaj vse se bo dogajalo. 1980 se o tem zelo malo govorilo, pa so oni o tem že nekako ozaveščali, bomo temu rekli. Torej, resnično so skupina ljudi z velikim srcem, še večjim duhom in zelo, zelo močnim zavedanjem. In vsa ta leta jaz o njih poslušam, se mi zdijo tako, veste, moje sošolke so oboževale Tom Cruisa, pa tako naprej, jaz pa njih. Pa še kakšnega lepega indijanskega igralca tudi, no, bom priznala. The Last of the Mohicans, verjamem, da se spomnite filma. Torej, toliko let kasneje se v mojem življenju zgodi velik preobrat, čez noč. Vam ne bomo zdaj povedali, kje, ampak bilo je masovno odpuščanje, tako kot marsikje drugje, sem čez noč ostala brez službe, čez noč šla narazen in čez noč me je kontaktiral eden izmed njih. In čez en teden sem šla v Barcelono. In tam naj bi ostala en teden, pa sem na koncu tam ostala skoraj 3 leta. Točno pri pevcu, točno pri ta glavnem, tem idealnem vodju, kako bi temu rekla, idejnem vodju te skupine, ki mu je ime Sajriko Takači. Skoraj 3 leta sem bila gor, ogromno sem se od njih naučila. Tisto trgovino, ki sem si jo tako zelo želela videti, celo svoje otroštvo, sem videla in živela dejansko nad njo. Trgovina je bila pritličja, jaz sem bila nad njo. Tako da, če bi lahko tisti deklici, ki sem nekoč bila, ki je poslušala to glasbo in jokala zraven, povedala, kaj vse je možno, kako drugače bi se soočala življenje včasih. In če bi to lahko povedala danes, ko pa sem tu, v hiši tega istega človeka, on je šel v sobo za goste, ki je zraven, v sosednji stavbi, jaz pa imam zdaj 2 nadstropja hiše, popolnoma sama za sebe, lahko badminton igram, če hočem. Kako zelo je življenje drugačno, če verjamemo, da bo še vse v redu. In to si želim, da bi bilo moje sporočilo vam. V življenju pridejo težki trenutki, za menoj so 3 zelo, zelo težka leta, izgubila sem oba starša, veliko je bilo razočaranj, veliko je bilo izdaj, veliko je bilo laži, veliko je bilo vsega. Tako kot se dogaja vsem nam, saj nisem čisto nič posebno. Ampak so obdobja, ki so težje od drugih. In včasih že samo to zavedanje, da mogoče je zdaj zelo slabo, ampak bo v redu, nam lahko da tisto moč, da gremo naprej. In če govorim iz svoje lastne izkušnje, zdaj, ko stojim tukaj in se počutim tako umirjeno, pomirjeno, jaz verjamem, da bo še vse v redu. Za vse nas, ko bomo našli ta mir v sebi. In vem, da je to zelo lahko reči v teoriji in zelo težko narediti v praksi, ko si v stiski, ko ne veš, kam bi se obrnil, ko ne vidiš rešitve. Jaz ne bom delila slik najbolj revnih. Ne bom delila slik, v kakšnih razmerah živijo najbolj revni tu. Ker temu se niti ne more reči življenje, niti ne more reči razmere. Bom pa rekla, da tudi naši brezdomci, z vsem spoštovanjem, živijo bolje kot najbolj revni tu. In iz te perspektive bi si želela reči, verjemimo, da če se povežemo med seboj in si med seboj pomagamo, in če mi sami verjamemo vase in v čudežno življenje, da bo še vse v redu. Zdaj pa, tako kot to zdaj delajo mladi in moderni, bomo pa gledali par posnetkov, za katere se opravičujem, ker so pač posneti s telefonom. In to je tako, veste, zjutraj je sonce, potem, če ne ujameš sončnih žarkov, je ponavadi popoldne oblačno. Šla sem in Baburo ste že videli, en posnetek in Babure bom delila z vami. Šla sem tudi na Kojkočo, na zaliv morskih prašičkov. Bilo je seveda oblačno, bilo je pa vseeno lepo. Tam je lunin koledar, tam je sončen koledar, pogledali bomo tudi laguno Mohando. Naslednji teden imam pa za vas posebno presenečenje. Upam, da mi bo uspelo do takrat prevesti. Bili smo notraj v jami, v sveti jami Inkov, kamor so se hodili skrivati pred Španci, kjer je zelo prisrčen gospod povedal veliko legend in razložil veliko stvari. Če mi bo uspelo prevesti do naslednjega tedna, super, sicer pa potem kasneje, ko pridem nazaj, en delček te jame pa sigurno delim z vami. Zdaj pa pojmo najprej pogledati vulkan Imbaburo, ki ga tukaj naravnost obožuje. To je nekaj neverjetnega. Prvi vikend, ko smo bili tukaj, smo šli z jatrnico okoli po jezeru, ki se mu reče San Pablo, po noč. In vsakič, ko se je videl Imbabura, so obstali in rekli, kako je lep,
kako je lep. In dragi moji babura, ta vulkan se vidi, kjerkoli stojiš v Otavalu, vedno se ga vidi in vedno ga občudujejo. Popolnoma drugačna energija je tukaj, popolnoma drugačna mentaliteta in vso to umirjenost, vso to zaupanje, da bo še vse v redu, vam pošiljam iz celega mojega srca in vam maham, zdaj le pa pojmo pogledati. Agua fresca yo quisiera ser y mantenerme en las nubes, aproximándome a la verdad para poder recrear la versión que tú me diste. Yo no puedo continuar y el espacio que dejaste yo lo puedo dibujar. Pred nami je nov teden, ki bo nekako v svojem bistvu vam želel sporočiti, da z vami ni nič narobe. Če se spomnite, nekaj tednov nazaj se je v horoskopu rekli, a bomo sploh še kdaj normalni, torej smo v obdobju, ko se sprašujemo marsikaj. September je mesec, v katerem se bo preteklost ponavljala, v katerem bodo vedno znova nekako neki občutki, čustva in tako naprej butali na plano. Oddajo temu smo že naredili, posneli, poglejte si jo na mojem YouTube kanalu, če ste jo zamudili. Zdaj pa bomo pogledali od 1 do 9, kaj tale teden prinaša vam. Torej seštejete svoj rojstni datum do ene same cifre. Družbo nam dela južnoameriška lamica, tukaj le zraven. Jaz verjamem, da veste, da te živali zelo rade plunajo, če so užaljene. Torej, ne jih pojeziti, če vam pride na pot. Zdaj pa poglejmo, kaj vam prinaša tale teden. Torej, drage moje enke, verjetno bo občutek, da se zaletavate z glavo v zid. Verjetno bo prisoten občutek, da karkoli naredite, se ne premaknete z mesta. Morda bo prisoten občutek celo, da greste nazaj. Morda bo celo prisoten občutek, zakaj je vedno isto. Vse to je preprosto vpliv meseca septembra. Vprašajte se, ali je resnično isto. Saj veste, kaj pravijo? V isto reko lahko skočite dvakrat, ampak mimo ne bo tekla ista voda. Torej, vi danes niste ista oseba. Torej, kako se lahko vi danes drugače ali pa vseeno enako odzivate, pa je vaša izbira. To vam želijo te situacije povedati. Ni vedno vse isto. Število življenjske poti 2. Pred vami je čas, v katerem bo morda občutek, da niste slišani, niste razumljeni, niste prav razumljeni, morda se bo zgodilo, da tudi vi nekoga ne boste prav razumeli. Vse to so izzivi števila 9, vse to so izzivi preteklosti. Kdaj ste imeli občutek, da niste bili slišani? Kdaj ste imeli občutek, da niste bili upoštevani in kakšne posledice je to pustilo na vas? Torej, ko bi se morda v tem tednu pojavila situacija, v katerem boste dobili občutek, da vas nekdo ne upošteva, ne iti vase, ne biti prizadeti, ampak se vprašajte, kako lahko bolj razločno, morda preprosto izrazite sebe. Kajti to je maksimalno, kar lahko naredimo. Izrazimo sebe. Število življenjske poti 3. Pred vami je čas, kot vemo, ko bo domišljija delala na polno, torej boste domiselni, boste izvirni, pazite, da gre to v pozitivni smeri. Torej, kako lahko polepšate svoje življenje sami sebi in drugim, kako lahko tudi vi morda sami sebi izpolnite kakšne prav posebne sanje, pa naj gre za bombonček ali za kaj večjega, kajti pravzaprav velikost niti ni pomembna. Pomembni ste vi in vaš občutek lastne vrednosti. Torej, kako vi sebe vrednotite, na katero mesto sebe postavljate, kdaj pravzaprav vi pridete na vrsto vseh teh želj in potreb, ki so v vašem življenju, ki so v vsakdanju, ko se postavite med prve, med zadnje, sploh ste v tej vrsti in tako naprej. To vam želi ta teden sporočiti, kje v svojem življenju ste vi sami sebe postavili kam.
In število življenjske poti 4. Pred vami je čas, v katerem je prav, da premagate še tiste zadnje strahove, dvome, zadržke, vse tisto, kar morda je rigidno v vašem življenju, vse tisto, kar vas omejuje, vse tisto, zaradi česar si morda ne drznete koraka naprej. Včasih je treba narediti korak nazaj. Všeč mi je prispodoba, ki jo vidite tudi lahko na internetu, puščica gre vedno nazaj, predno se izstreli iz loka ven. Torej, morda pa je potrebno samo narediti en korak nazaj, zato da bi lahko naredili 2 naprej. Ne se tega bati. Število življenjske poti 5. Pred vami je čas, ko pa morda bi želeli kar zdirkati naprej, pa tudi ne bo šlo. Torej, naj vam to ne kravžlja las živcev in tako naprej, ampak pravzaprav si vzemite čas, da bi vse možnosti pregledali, predelali. Jaz rada uporabim primerjavo z menijem, ko pridemo v restauracijo, običajno preberemo vse, kar je na meniju in se potem odločimo. Redko kdaj v življenju rečemo, gremo točno sem, točno na to. Se tudi to zgodi, če je nekaj zelo izvrstnega in dobrega, seveda, ampak običajno pogledamo, kaj vse nam je na voljo, preden izberemo. V tem tednu bo veliko nekih možnosti, priložnosti, načinov razmišljanja, načinov delovanja, vi pa izberete tisto, kar vam v danem trenutku najbolj godi. Število življenjske poti 6. Z vami ni nič narobe. Bom še enkrat rekla. Z vami ni nič narobe. Že v napovednik za september sem umestila delček tega sklopa, da niste vi odgovorni za druge. Drugi ljudje, ki ne dosegajo svojih potencialov, niso vaša odgovornost, niso vaša krivda. Torej, v tem tednu spustite okolico in se ozrite po sebi. Tudi vi niste krivi, da v določeni situaciji niste zmogli. Mogoče pa zdaj bo uspelo. Torej, pravzaprav gre v tem primeru za ponovno priložnost vam. Število življenjske poti 7. V tem času raziskujete svoje vzorce, svoje načine funkcioniranja, svoje načine delovanja. Seveda včasih potem ne znamo razločiti, kaj sodi v preteklost, kaj sodi v sedanjost in kakšno prihodnost s tem gradimo. Torej, ko se odločate za nekaj novega v tem tednu, ko se odločate v svoji glavi, kako se boste pomenkovali sami seboj v tem tednu in pa tudi vedno, izbirajte pozitiven samogovor. Ste nekoliko nagnjeni k perfekcionizmu, veliko zahtevate od sebe, veliko zahtevate od drugih, ste natančni, ste pedantni in včasih ravno zato sami sebe sabotirate. In septembra vam bodo energije rekle, izvoli, lahko dosežeš vse ali pa nič. Torej, izbira je pravzaprav vaša, na to pa vpliva vaš lasten občutek sposobnosti, suverenosti in perfekcionizma. Število življenjske poti 8. Drage osmice, ste hitri, se znate dobro organizirati, se znate dobro postaviti za sebe, ampak včasih življenje ni tako hitro, kot ste vi, kljub vsemu temu, kar beremo o energijah in o tem, kako se lahko nekaj manifestira. Hopla, takole, ni vedno tako v življenju. Če vsak dojenček je potreboval 9 mesecev, da je prišel na svet, kaj pa je tisti dojenček v prenesenem pomenu v vašem življenju, ki potrebuje še malo več časa? In če smo iskreni, pravzaprav ni krivda mame, da rabi dojenček 9 mesecev, a ne? Torej, morda ni vaša zasluga, ni vaša nesposobnost, to, da se nekaj še ni razvilo do konca tako, kot se more. Torej, ne se postavljate v pozicijo nekoga, ki je odgovoren za to, ali je nekaj uspešno ali ne. Število življenjske poti 9. Pred vami je teden, v katerem bi lahko obžalovali določene izbire iz preteklosti, bi si morda lahko želeli, da bi kar skočili v tak časovni stroj in se odpeljali nazaj, kar ne gre. Se pa peljete naprej. Torej, kam se peljete z izbirami današnjega dneva? Kako se počutite na današnji dan? Ponedeljkov večer je zdajle, ponedeljki ponavadi nam niso najbolj pri srcu, verjetno tudi vam ne. Torej, kako se počutite v tem trenutku? Dajte se to vprašati tudi jutri zvečer, dajte se to vprašati tudi v sredo zvečer. Torej, kako se počutite v danem trenutku? Kakšna oseba ste, kakšna oseba želite biti? Vse to so vprašanja, ki vas bodo vedno znova nekako frcala ven iz vašega območja udobja v mesecu septembru. To je bil pregled od 1 do 9, povejmo pa na hitro še malo o tem tednu. Torej, občutek, da je z nami nekaj narobe, da nečesa ne počnemo prav, da se nečesa ne lotimo tako, kot bi se mogli, kaj delamo narobe, bi lahko bil močnejši. Pravzaprav nas želi spodbuditi k temu, da začnemo stvari delati drugače.
Zdaj pa imate izbiro. Ali si boste govorili, da ste nesposobni, počasni, neumni, karkoli že si morda govorite, kadar ste slabe volje in kadar ste jezni nase, ali pa boste rekli, ok, tole ne deluje. To ne gre, to smo probali, to smo ugotovili, da ne prinaša takih rezultatov, kot si želimo. Kaj lahko spremenim? Torej, lahko ste konstruktivni, brez občutkov krivde, brez obtoževanja, brez, bom rekel, tudi poniževanja samih sebe, česar včasih morda ne znamo. Včasih smo tako zelo vpeti v te vzorce tudi perfekcionizma. Včasih si preprosto ne damo časa, da bi se nekaj naučili. Včasih smo prehitri, včasih smo tudi površni, včasih smo tudi preveč čustveno vpeti, da bi samo situacijo, sam odnos, sami sebe pravzaprav videli na nek, ne bom rekel trezen, ampak racionalen način. Takrat si pomagajte z dejstvi. Takrat si pomagajte z dejstvi, s podatki, s preverljivimi podatki. Takrat si pomagajte z nekim pogovorom samim seboj. Torej, vprašanje kot so, kaj čutim, česa si želim, kaj pogrešam, kakšna oseba želim biti in kakšno osebo dejansko gradim s svojimi dejanji, s svojimi besedami, s svojimi gestami, s svojimi odzivi, so pomembna. In jaz vem, da se s temi vprašanji ponavljam, ampak celotno leto nam pravzaprav nudi paleto različnih načinov razmišljanja, načinov delovanja. Eni ljudje so hitri, so odločni, so morda celo impulzivni, pa jim je potem žal, so celo eksplozivni, pa potem malo nazaj vzamejo. Pa se veste, vsi poznamo ljudi, ki na prvo žogo eksplodirajo in potem nas želijo prepričati, da niso tako mislili, narobe so se izrazili, spet smo mi krivi, da so oni nekaj narobe naredili. So ljudje, ki morda so eksplozivni, prehitri, preintenzivni, pa se znajo umiriti, pa potem mogoče tudi jim je do tega, da popravijo svojo napako. Razlikujemo se po tem, ali prevzemamo odgovornost zase ali ne. Torej, ni pomembno, ali ste hitri, ni pomembno, ali ste odločni, ni pomembno, ali ste introvertirani, ekstrovertirani, imate dolge lase, kratke lase, ste mladi, ste stari, ste ženska, ste moški. Pomembno je, ali dejansko prevzamete odgovornost in ali se dejansko naučite iz določene situacije, razočaranja, izgube, nečesa, kar se ni končalo tako, kot ste si želeli ali pričakovali, tisto lekcijo, ki vam življenje želi podariti. Kajti, če vsaj malo duhovno pogledamo sami na sebe, vemo, da smo si določene lekcije sami izbrali, da smo si določene učenja sami izbrali in včasih ga tudi pobiksamo. Se veste, v osnovni šoli nismo vedno naredili domače naloge 100%, včasih se nismo določeni snovi posvetili tako zelo, kot bi se lahko, nekaj nas malo bolj zanima, nekaj malo manj. In v življenju, kar je najbolj žalostno, je to, da včasih nas mi sami nehamo zanimati. Včasih nehamo raziskovati sami sebe. Nehamo poslušati sami sebe. Nehamo sami sebe bodriti, nehamo se razumeti, nehamo biti sočutni sami do sebe, strpni in nehamo raziskovati tiste druge možnosti in priložnosti, ki nam jih življenje da, ker nam jih zagotovo da. Če vam je bilo včasih všeč, ne vem, kava z mlekom, pa potem kasneje lahko ugotovite, da je ful dobra tudi s cimetom, morda kava s smetano ali pa sladoledom. Poglejte, koliko nekih možnosti je samo pri kavi, koliko različnih vrst mleka imamo, pa potem lahko je sladkor, pa lahko je vaniljev sladkor, pa lahko je cimet, pa je tam recimo vedno noter tudi ingver. Marsikaj se da dati v kavo ali pa jo pijemo samo črno, brez vsega. Življenje pa je isto in mnogokrat gre pravzaprav za navado. Preprosto smo se navadili. Torej, tale teden stopite ven iz svojih navad, stopite ven iz svojih okvirjev in pogledajte, kaj vse vam mogoče lahko življenje takole na pladnju prinese. Pošiljam vam en velik objem, zdaj iz studia, pa tudi iz Ekvadorja. Želim vam en fantastičen teden. Dragi moji, drznite si. Se vidimo drug ponedeljek.